Začenjamo novo temo. Poravnani dolg. Velikokrat smo verniki zbegani in negotovosti, a nas Bog sprejema. Kako ugoditi Bogu? Ali smo dovolj dobri za njega? A nas Bog res ljubi? A želi najboljše za naše življenje? En od problemov našega verovanja je nepravilno razumevanje, neznanje, da je v bistvu Bog poravnal dolg za našo grešnost in nas sprejema v svoji ljubezni. Zato se postopoma lotimo te teme. Začeli bomo z vrsto apostola Pavla. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Bog je tako prepričan v svojo ljubezen in tako hrepeni po obnovljenem odnosu z nami, da je prevzel pobudo, da bi nas odrešil. Umrl je za nas, ko smo bili še grešniki, piše apostol Pavel. Govori o ljubezni Boga do nas. Bog ljubi vsakega. In govori o Kristusovi smrti za nas grešnike. Te teme pa so vedno sporne v zgodovini človeštva. Kako nas lahko Bog ljubi, če je toliko zla na svetu? Mnogim je kamen spotika kruto trpljenje na križu in človeštvo noče sprejeti, da smo grešniki. Poskusimo osvetliti te teme. Poglejmo najprej, da je človeštvo grešno. Na svetu proizvedemo dovolj hrane, da bi lahko nahranili vso človeštvo. Toda od lakotne dnevno umre čez 21.000 ljudi. Na svetu so še vedno zaporniški tabori, kjer je tisoče ljudi zaprtih brez sojenja. Nato pa jih mučijo in usmrtijo. Na drugi strani vsak dan lahko vidimo, kako hitro lahko počnemo majhne stvari brez integritete. Ljudje lažejo, da bi napredovali v službi. Pripravljeni smo v trgovini ukrasti stekleničko parfuma ali sprejeti podkupnino. Če smo iskreni, vsi moramo priznati, da je v našem srcu kaj hitro lahko prisotna ljubosumnost, sebičnost. Svojim prijateljem zavidamo uspeh. Smo nevoščljivi in tako dalje. Praktično vsi ljudje, verni in neverni, lahko vidimo zlo, škodljive stvari, ki nas uničujejo. Vsi se zavedamo, da je nekaj hudo narobe. Naša družba se na različne načine odziva in želi rešiti ta človeški problem. Jaz pa želim, da pogledamo tradicionalno svetopisemsko lotevanje tega problema. Prebrali smo, da je Pavel napisal, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Sveto pismo nas obravnava kot grešnike. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Tradicionalno gledano, greh pomeni, da nismo popolni. Ozko ali bolj natančno gledanje pa je greh kršitev Božjih zapovedi in volje. Ena od pomenov besede greh je tudi zgrešiti cilj v življenju. Pavel pravi, da nas Bog ljubi, kar pomeni, da ima Bog svoje razloge za zapovedi, ki nam jih je dal. Kot stvarnik ve in želi, kar je za nas, njegovo stvarstvo najboljše. Če je on vse ustvaril, potem sigurno ve, kako bi mi morali znotraj tega vesolja živeti, da bi nam bilo dobro
in lepo. Božje zapovedi izhajajo iz njegovega značaja in zato, če grešimo, delujemo proti njegovemu značaju. V svoje življenje vpeljemo greh, ki je kot okužba, ki pokvari vse, kar je dobro. Ko grešimo, prizadenemo svojo od Boga dano vest, počutimo se krive in moralno izpridimo svoje duše. Porušili smo odnos z Bogom in drugim. Zato, kot grešniki, rabimo pomoč. Religija hoče prevzeti svojo vlogo pri tem in zapoveduje grešnemu človeštvu, da se naj reši svojo človeško pobožnostjo, dobrimi deli, raznimi oblikami čaščenja in tako dalje. Vendar pa to grešnemu človeku ni mogoče. Zato živimo v negotovosti, strahu, osamljenosti, ker smo izgubili skupnost s svojim stvarnikom. Pavel je zelo jasen, kar smo prebrali v uvodu. Bog pa izkazuje svoje ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Bog nas ljubi, kljub temu, da smo grešniki. Mi ne moremo tukaj nič dodati, si zaslužiti, da bi bili sprejeti pri Bogu, ker nas Bog brezpogojno ljubi. Razmislimo na kratko. Bog me brezpogojno ljubi. To sprejmemo, razumemo in dovolimo Bogu, da nam razodene. So nam odprta vrata do Božje ljubezni, milosti, dobrote, njegovih načrtov za človeštvo. Jezus je vir življenja. On je prinesel odrešitev in je hkrati odrešitev. Znova in znova moramo razmisliti, kaj je trojedini Bog storil za nas v odrešenju. Prvi korak pri odrešenju je naredil Bog. Bog je poslal svojega duha in sina, preden smo mi sploh pomislili, da bi sprejeli odrešenje. Bog prvi vabi. Sveto pismo je jasno pri tem, da je odrešenje od Boga. Odrešenje je v celoti dar od Boga. Mi nismo storili nič, smo kot duhovni berači, ki nam je ponujena odrešitev. Če bi nas Bog v odrešenje prisilil, ne bi bil ljubeč. Prisiljeno odrešenje bi bila zloraba. Vendar je potreben naš odziv. Odrešenje je delo Boga, vendar nas ne bo odrešil brez nas. Mi se odzovemo. Lahko jo sprejmemo ali zavrnemo. Od Boga obljubljen način odrešenja je za vsakega, ki veruje v svojem srcu, ki priznava s svojimi usti, da je Jezus njegov odrešenik in Gospod. Pavel oznanja, da je Kristus umrl za nas. S križanjem je Bog ustvaril ponižno mesto, da bi nas srečal. Križ je most med Bogom in nami, ki ne vključuje moči in prisile. Bog ne izvaja nasilja nad svojim stvarstvom. Bog se je odprl na Golgoti in ko ga tam spoznamo, se mu približujemo v ponižnosti, ranljivosti in odkritosti. Da se je Bog tako ponižal, je osupljivo. Bog je čudoviti Bog, spustil se je na naš nivo, vstopil v naš pokvarjeni svet, da bi nam omogočil ljubeč odnos. Jezus je čudoviti Gospod in vabi, kdor veruje, da se pridruži njegove ljubezni. Da bi vsak,
ki veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ker je umrl sramotne in grozljive smrti na križu, mu nihče ne bo nikoli mogel očitati, da ne razume, kaj pomeni trpljenje, zlo greha. Kako je to? Njegova ljubezen je tako velika, da je sprejel naše najhujše lastnosti in najslabše elemente naše družbe. Naše grehe je nesel na križ, da je lahko nam odpuščeno, ko ga sprejmemo za svojega odrešenika. V bistvu je poravnal naš dolg. O tem bomo podrobneje govorili naslednjič. Pomembno je, da v tem uvodu lekcije spregledamo, sprejmemo, verujemo, da nas Bog brezpogojno ljubi, kar je pokazal s svojo smrtjo Jezus na križu. Vsak, ki sprejema njegovo ljubezen, jo lahko doživlja in mu ni več potrebno živeti v negotovosti, ali je dovolj dober za Boga. Amen.